Dobrodošli v novi epizodi, v kateri bomo govorili o poučevanju geografije. Kako danes poučevati geografijo, da postane živa, zanimiva in aktualna? Z mano je Helena Verdev, urednica in avtorica učbenikov ter delovnih zvezkov za geografijo, ki je tudi učiteljica geografije. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Zaupali ste mi, da biti učitelj ni bila vaša prva izbira. Kaj pa se je potem spremenilo? Res ni bila, ampak zdaj bi pa še enkrat izbrala isti poklic, ne. Se mi zdi, da je toliko dogodkov takšnih lepih in da se nasplošno premalo govori o teh dogodkih, ker kadarkoli se govori, ponavadi povezujemo s temi, ne, s problematičnimi učenci, z nekimi težavami, s katerimi se srečujemo. Pogovarjamo se o plačah, tako. Ne pogovarjamo se pa o 95 ali pa 97% tistih učencev, s katerimi je pa zaradi tega, ker je delo z njimi tako lepo, to najlepši poklic. Kaj je vam ta poklic dal? Kaj bi lahko rekli? Širino, nova znanja. Vsak dan se nekaj naučimo, ne. Prideš v razred, pripraviš uro, pa si misliš, danes je pa to in greš ven z nekim novim spoznanjem, ko ugotoviš, da to pa niti pomislil ne bi, ne. Učenci drugače gledajo, to je enako kot tako, ne. Pripraviš jim test, postaviš vprašanje in potem dobiš odgovore in dopisuješ, ne, odgovore. In tako je tudi vsak dan v razredu je tako, ne, da vedno dopišeš neko novo zgodbo, nekaj novega se zgodi, zelo je nepredvidljivo, ne. In to je čar tega, ne. Zdaj, kaj je bilo tisto v tistih časih, zakaj sem se pa, na primer, zdaj se je to spremenilo, pa delam v šoli in zdaj že 28. leto delam v šoli in to v osnovni šoli, je tako, da v tistih časih še ni bilo tako, ne, ko si doštudiral, da si bi pa kar lahko zbral, kaj boš počel in kaj boš delal. In takrat se je odprla nova šola, tam, kjer še danes delam. In v bistvu smo si lahko sami zastavili, na kakšen način bomo delali. Zato jaz rečem moja šola, ne, ker se mi zdi, da po 28 letih in nas je zelo veliko takih, ki smo takrat prišli prvič, začeli poučevati, še danes smo na tej šoli. In je to res naša šola in smo zelo ponosni na to, no, tako da smo pomagali sooblikovati. Kako pa učenci gledajo na geografijo? Jo imajo radi? Ja, imajo jo radi, zaradi tega, ker v bistvu poučuje tisto, s čimer se oni vsak dan srečujejo. Mi jim lahko rečemo že prvič, ko se srečamo z njimi, ne, prvo šolsko uro, jim lahko odpremo neka nova obzorja. Danes, ko greste domov, pa poglejte okoli sebe, ne, in poglejte, kaj vas oddaja, skušajte ugotoviti, ne, kateri pojavi, katere sestavine, ali se karkoli dogaja, ne, in naslednjič, ko bomo imeli pouk geografije, se bomo o tem pogovorili. In potem povejo, da so videli vse mogoče, kar prej sploh niso videli, ne. So bili bolj pozorni potem na to? Veliko bolj pozorni. Se je za vas kot učiteljico poučevanje geografije v zadnjih časih spremenilo? Da, se je spremenilo, ne. Najprej, čisto na začetku, mogoče tudi, ko prideš, ne, bolj tako faktografsko, že zaradi tega, ker si prvič v razredu ali pa prvo leto poučuješ. Ampak na splošno je bilo poučevanje geografije nekoč drugačno, bolj fotografsko, več je bilo podatkov, učitelj in učbenik sta bila glavni vir podatkov, ne. Danes je to drugače, ne. Najprej se je v veliki meri uveljavil zemljevid, ne, ki je še danes osnovno orodje geografa, ne, in prav je tako. Ga seveda malce drugače zdaj proučujemo, niso samo tiskani zemljevidi, zdaj so že digitalni zemljevidi, a ne. Vsekakor se je pa z digitalno tehnologijo ogromno stvari spremenilo. Nove oblike dela, nove učne metode, a ne. Takrat se mi zdi, da se je najbolj spremenilo poučevanje, ker jaz vem, da še ko sem študirala, a ne, še ni bilo mobilnih telefonov oziroma pa interneta, ne. Zdaj je tako, takrat je bil učitelj glavni vir informacij, ne. Danes pridejo učenci z ogromno informacij in se mi zdi, da je vloga učitelja vedno bolj pomembna. Čeprav zdaj se pa lahko učenci vse preverijo na ChatGPT, pa družabni mediji in tako naprej, pa temu ni tako. Sedaj v razredu učitelj še bolj pomemben, ker jim mora podati tiste prave informacije, da bodo učenci znali razbrati, kje poiskati prave informacije, kaj z njimi narediti, da bodo dali kritično razbrati, ne, da bojo. In tu se mi zdi, da je še pomembnejša vloga odraslih oziroma učitelja v razredu.
Vam je to kdaj izziv, vam je kdaj težko? Ja, seveda je to izziv. Sploh, ker smo učitelji malce zdaj obremenjeni s tem. In to zaradi tega, ker zelo težko konkuriramo družabnim medijem, kjer se neke stvari, vse veste, to so zelo kratki posnetki, nekaj sekundni, tako, cel kup je nek drižljajev, tega v razredu mi ne moremo narediti, ne. Sej se trudimo, imamo digitalna gradiva, ne, uporabljamo različne učne pripomočke. Geografom je še toliko lažje, ker mi se, veste, ogromno govorimo o gibanju, ne, geografiji se od nekdaj gibamo v razredu, zato ker učenci hodijo v zemljevidu, ne. Tako da jaz vedno, ko rečem, ne, rabimo 3 minute, ok, pri geografiji lahko to preskočimo, ker mi od nekdaj uporabljamo različne učne pripomočke. In v bistvu na ta način tudi je zelo razgibano. Ampak tudi mi težko konkuriramo, no, s temi družabnimi mediji, s temi kratkimi sporočili, vse kar se dogaja, se veste, to je zelo kratko, ne. Tako da je treba pri vseh gradivah zelo paziti, ne, da so aktualna, da so razgibana, da pritegnejo učence, ne. Zdaj, kje je pa tista prava mera, ne, mora pa vsak učitelj razbrati pri sebi, pa imeti v mislih, da ima v razredu, ne vem, od 20 do 28 učencev, ki imajo različni tipi učencev, ne, ki eni so bolj vizualni, drugi spet nekaj drugega in je včasih težko, no. Torej, morate biti barviti, živahni, zanimivi, a obenem morate poskrbeti, da bodo te učenci odnesli tudi nekaj znanja. Ali se se je kaj spremenilo? Takrat, ko sem bila jaz v šoli, se učenci učijo podobno, kot smo se učili mi. Je podobna statistika v smislu, da je tretjina res dobrih, da je potem največje število prav dobrih in potem, da jih je nekaj tistih, ki jim je pa učenje res predstavlja težavo in jih absolutno ne zanima. Vse to je, pa še več. Spremenilo se je zato, ker imamo... Včasih se nismo toliko ukvarjali, ne. Se pravi, učenec ima nek problem, slabše vidi, naprimer ima disleksijo, avtizem, ima čustveno-vedenjske težave in to se včasih, ko sva še midva hodila v šolo, ne, se s tem učitelji in pa tudi vodstvo šole ni toliko ukvarjala, ne. Ta ni znal, težko je, se mu je pomagalo na druge načine. Zdaj imamo ogromno odločb za učence, ne, s posebnimi potrebami, na drugi strani imamo nadarjene učence, ne. In je drugače, no, delo je treba veliko bolj prilagajati, upoštevati vse mogoče prilagoditve. Po drugi strani je pa tudi to, kar se pa veliko v medijih tudi pojavlja, ne, krivulja. Se je zelo dvignila ocen, ne, se pravi, veliko več je 4, 5, ni več tiste prave krivulje. Zdaj, a je to, bi pa težko rekla, ne, zdaj znanje je pa po moje zelo podobno, kot je bilo, ki ga učenci usvojijo, ne. Vprašanje res, a mi nismo bili tako zelo sposobni, ali so se stvari pač spremenile? Jaz ne bi rekla, da ne. Če bi jaz primerjala, ne, tudi standardi, cilji znanja so se spremenili, ne, obseg se širi, zdaj ravno, ko je prenova učnih načrtov, ne, so vse povsod šli tako, vse veste, ogromno se je govorilo o tem, da se mora količina snovi, ki se obravnava, skrčiti. Jaz imam občutek, da smo se mi več stvari učili, pa več stvari smo se na pamet učili, a ne. Zdaj se res trudimo, da je vse povezano, z nekim razumevanjem, aktivna vloga učencev, ne, problemski pouk, druge metode dela, ne, na drug način. Mogoče pridemo do istih rezultatov, vsekakor pa to ne velja, da bi takrat mi znali manj. Sem vedela, da ne, nemogoče bi bilo. Ne, absolutno ne, ker drugače ne bi mogli vzgojiti nove generacije otrok, ne, ki smo jim mi zdaj starši. Na kaj pa ste pozorni pri oblikovanju gradiv za šolo? Kaj je tisto, kar vas vodi, poleg učnega načrta? Najprej, da je to gradivo namenjeno učencem. Najbolj pomembno je to, da imamo pred sabo pisano paleto učencev, zato se meni kot avtorici in urednici zelo pomembno, da sem še vedno v stiku s učenci.
Če smo včasih rekli, da se vsakih 10 let nekako pa učenci spremenijo, zdaj se vsaka generacija res, ki pride v šolo, se mi zdi, da se jim moramo mi prilagoditi. Potrebno je vedeti, da učenci se nam ne morejo prilagajati, mi se moramo njima, ne. In da je treba imeti res ogromno znanja, potrebno je stopiti malce iz okvirjev ven in razen učnega načrta pa vseh tistih standardov je treba vse to druga še upoštevati, ne. Da so gradiva, tako kot ste že vi prej rekli, raznolika, da jih pritegnejo, da ko prelistajo, da že takoj najdejo nekaj, kar jim je zanimivo, ker to pomeni, da imajo tudi učitelj z navduševanjem, da mu ni treba toliko energije porabiti, da učence navduši, ne. Se pa treba zavedati, da vsak učenec je na nekem drugem področju, neko drugo področje mu je zanimivo, ampak kljub temu imamo pri geografiji malce več sreče pri tem, ker so to stvari, ki jih obdajajo. Zato je treba vedno izhajati tako iz lokalnega okolja, ne, in jih tu navdušiti in potem smo jih pa dobili, ne, in lažje delamo z njimi. Se pravi, da pri ustvarjanju gradiv v bistvu vam pridajo prav vse vaše izkušnje kot učiteljica. Tako da vidite, kaj je tisto, kaj jih pritegne, na čem je treba graditi. Potem verjetno tudi vi učite s svojimi gradivi svoje učence? Ja. Ja, tako jaz vedno pravim, da nemogoče je, da bi si vsak učitelj napisal svoje gradivo, ne. Tisti, ki to govorijo, ne vedo, koliko dela je tu zraven, ne. Meni se zdi zelo pomembno, da ko greš v razred, da imaš kvalitetno gradivo, ki si ga je učitelj sam izbral. Ker samo če učitelj uporablja gradivo, ki je njemu blizu, s katerim se lahko poistoveti, bo tudi učencev dal največ, kar je možno, ne. Težko kdor drugi njemu predpiše, ne, lahko reče, jaz lahko grem pa z listom papirja ali pa s praznim ali pa ne, ampak tudi učenci potrebujejo gradivo, ki ga prinesejo domov in ki je neko strukturirano gradivo, v katerem so zajeti vsi cilji, standardi, ki jih potrebuje, in tako tudi učitelj potrebuje gradivo, ki je njemu blizu in potem lažje dela z njim. Vi torej dobite neposredne povratne informacije na vaše gradivo, kako pa se ob tem počutite? Zelo lepo. Najlepše, kar je, tako smo začeli z založbo. Prvo leto gradiva ustvarjati za geografijo, ker jih prej ni bilo. In seveda so na primer v 6. razredu že uporabljali gradivo, na primer v 7., 8., pa ne. In potem reče učenci, učiteljica, pa to pa ni prav. Zakaj imajo oni tako lepo, pa tako zanimivo gradivo, mi pa to? In to je bilo tisto tudi, kot je tako te navdiha, ne. Njim je všeč in njim je to namenjeno. Je pa res, da gradiva ne zbirajo učenci, ne, zbirajo ga pa učitelji. Kaj pa pravijo kolegi učitelji, ko date ven neko novo gradivo, vedo, da ste vi avtorica, vas pokličejo, vas rečejo, tole je bilo super, ali pa kaj pa si to mislila? Ja, pokličejo, velikokrat pošljejo kakšen mail, velikokrat se srečamo, tako tudi na študijskih skupinah, jaz še vedno grem na kakšne študijske skupine in tako, tudi na izobraževanja, kjerkoli se srečamo, ja, dajo povratne informacije in to je zelo pomembno, no, da so učitelji, da niso pristranski, da so čisto nepristranski, da povejo tako dobre kot slabe, jaz bi pa to tako, jaz pa to drugače obravnavam, mogoče bi pa lahko še tole dodali, tudi povedo, na primer za digitalna gradiva, katera gradiva bi še imeli, kaj si želijo. Zelo pomembna je ta živi stik z njimi, no. Jaz tudi imam najraje, tako kot grem po celi Sloveniji, se z njimi pogovarjam in dobim ogromno idej od njih, no. Ja, seveda, in to upoštevate lahko potem. Pa se učitelji med seboj bistveno razlikujejo, če govoriva o učiteljih mlajše generacije, pa mogoče o učiteljih, ki že dolgo delajo, je med njimi kakšna bistvena razlika? Ne bi rekla. V bistvu je bolj odvisno od predmetnega področja, ne. Se pravi, geograf je zelo v zanimivem položaju, ne, zaradi tega, ker geografija je taka zelo kompleksna veda. V bistvu preučuje vse okoli nas, ne, se pravi naravne in družbene pojave, procese, sestavine, pokrajine. In učitelj mora v bistvu biti dober na različnih področjih in
mogoče je res malce težje, rabiš več pripomočkov, ko si na začetku, ampak so pa veliko bolj mogoče pa aktualne zadeve, so pa njim bližje, a ne? Kot pa naprimer starejšim učiteljem ali pa didaktični pripomočki, digitalna tehnologija. Ne? In tukaj je pa ravno čar učiteljskega poklica. Ne? Tudi pri nas, naprimer, jaz sem bila dolga leta edina geografinja, ampak to ni pomenilo, da si nismo pa drugemu vedno pomagali. Ne? Učiteljica pri nas, naprimer, razrednega pouka zelo obvlada digitalno tehnologijo, se pravi, točno veš, na koga se boš obrnil, ko se bo kdajkoli karkoli zgodilo, pa ne boš drugače, pa veste, v razredu otrokom reči, ne, a mi pomagate. Učitelj je zmagal. Ja, to pa res, ja. To pa res, seveda z veseljem vsi pomagajo. Ne? Ali pri geografiji še vedno morajo otroci zelo veliko znati podatkov, da znajo glavna mesta, reke, hribovja, a je to še vedno neka osnova ali jim že dopuščate bolj široko znanje oziroma manj faktualno? Tako kot je pojmovanje geografije, ne, ko smo, ne vem, pred 30 leti si povedal, da študiraš geografijo, pa je vprašal, a znaš vsa glavna mesta, ne, na svetu, pa vse države, ne, tega ni več. Ne. Tudi vsi učenci ne znajo več niti evropskih držav in glavnih mest. Pomembno je, da vedo, kam pogledati, to jih je potrebno naučiti, se pravi, da jim mi damo neke vire, kjer bodo oni našli prave, aktualne, preverjene informacije, ni več toliko podatkov, je pa analiza, aktualizacija, da jih naučimo, da sami spremljajo dogajanje po svetu, da nas opozorijo, da prinesejo tudi včasih kakšen časopisni članek ali pa da karkoli preberejo. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. No? Se pravi, ne podatki, za katere vemo, ne, zakaj bi se kdo naučil, koliko je število prebivalcev ali pa ne vem, na katere države posamezna država meji, je pa zelo pomembna prostorska predstava. Se pravi, zemljevid je še vedno temeljno orodje. Če imajo učenci prostorsko predstavo, se pravi, da je potrebno potem stalno ponavljati, pa utrjevati, ne, delati z zemljevidom. Zato še vedno je ogromno v učbenikih in drugih gradiv ogromno zemljevidev, ki pa morajo biti res uporabni zemljevidi, se pravi, morajo biti strokovno izdelani. Ne. Poleg tega pa stenski zemljevid v vseh geografskih učilnicah, kamorkoli boste šli, boste nekaj stenskih zemljevidov našli. Absolutno je prav tako, me kar stisne, ko se spomnim. Sem imela specifično profesorico geografije in smo morali tudi zelo veliko znati. Vidim zdaj pri svojih otrocih, da je malo drugače, da vendarle jim ni treba res čisto vsega prav tako v piko povedati. Kaj pa je tisto, kar jim je pri geografiji najbolj všeč? Kaj jih navdušuje? Naprimer so kakšne take teme, ko pa res veste, da bojo tiste ure še posebej zanimive. V 6. razredu je naprimer to, karkoli je povezano z vesoljem, ne? Čeprav se to ne dotika čist neposredno, ne? Geografija je pa pomembno zaradi tega, ker položaj Zemlje je po vesolju in vpliva na številne pojave na Zemlji, a ne? Drugače pa imajo radi razne zanimivosti, ne? In iz tistih je treba graditi, ne? Saj že samo vprašanje, ne? Ali pa naprimer dejstvo, ne? Kakšna neverjetnica, kakšen statističen podatek, ki jih potem spodbudi, to je tisto navduševanje, ne? Ki jih potem spodbudi, kako je pa zdaj drugje, ne? Že tako dejstvo, ne? Da pijemo vodo, ki so nekoč pili dinozavri, ne? V redu. To si bom zagotovo zapomnila iz najnega pogovora. Ja. In potem, naprimer, tudi tako, ne, radi imajo, če je kaj živalmi povezan. Pri geografiji je z lahkoto jih navduši tudi zaradi tega, ker vse, karkoli se dogaja po svetu, ne, ali naj bo to migracije, trajnostni razvoj, ali naj bo kar, naprimer, selitve živali in kaj podobnega, ne, takoj se da vpleti zraven. Ali pa nogometna tekma, na kateri celini je bila, kaj je tam značilno, iz katere celine prihaja ta zvezdnik, To se pravi, da zdaj smo že ugotovili, da učitelj geografije mora imeti res zelo široko znanje. Zelo, zelo. Tako da se da navdušiti, ne, ali pa tako vprašanje, ne, zakaj se v naravi severni medved in pa pingvin nikoli ne srečata. Ne. Zakaj pa se ne? Ker živita na različnih delih. Dobro. V redu. Je že res dolgo, odkar sem geografijo poslušala, ampak se res nikoli ne srečata. Razen v kakšnem živalskem vrtu. Ja, pa res, ja. Če bi imeli možnost
otroke peljati kamorkoli in da bi imeli dovolj denarja za to, kam bi jih vi najraje peljali, da bi jim čim bolje in čim na lepši nazorni način pokazali, kaj geografija je? Čim večkrat po Sloveniji. Aha. Ja. Meni se zdi, da v osnovni šoli, ker pač delamo v osnovni šoli, ne, je prav, da spoznajo domačo pokrajino, se pravi lokalno okolje, da vedo, kje živijo, da znajo opazovati, da jih naučimo opazovati okolje, v katerem živijo, da vedo, da jih naučimo, da bodo vedeli, da vplivajo na okolje, v katerem živijo, tako s svojim dejavnostim in svojim vedenjem, in da spoznajo državo, v kateri živijo. Ne. Jaz mislim, da če bomo celo leto raziskovali, da jo tako bomo spoznali zelo majhen del, ne. Ampak če bi imela možnost, ne, tako bi si rekla, v vsakem razredu teden dni raziskovanja Slovenije. Z vsemi tistimi muzeji, z naravnimi znamenitosti, družbenimi, glavni, ogromno imamo. Pa imate kakšno to možnost, da jih kam peljete? Seveda. Tudi tako gledamo, ne, da v okviru dnevov dejavnosti spoznajo različne dele Slovenije, potem imamo šole v naravi. Je pa res, da je potrebno vedeti, da je vse to plačljivo. Ne. To je pa svet, v katerem živimo. Tudi to je geografija. Ne? Ja. Sej pa naprimer zdaj z učnimi načrti tudi to malce spreminja, ker po novem bo učnem načrtu tako v vsakem razredu dodanih nekaj ur oziroma ciljev povezanih z terenskim delom in bo učitelj imel na voljo, ali bo to tako naprimer kot v 6. razredu greš 1 uro na orientacijo pa predelaš, ali pa naprimer dan dejavnosti oziroma geografija na terenu in jih peleš naprimer v en del Slovenije ali v domače okolje, lokalno okolje, občina, pokrajina. Malo bolj odprt je torej učni načrt. Koliko pa se ga vi, ko pišete gradivo, se seveda učnega načrta morate 100% držati. Kaj pa tisti del, ki ostane, tisti vaš kreativni del, koliko ga lahko izkoristite? Lahko se že izkoristi že pri samih učnih ciljih pa standardih. Ne. Tako da ni tako. Je pa res, da standardi je tisto, kar mora biti, pri ciljih smo lahko pa zelo pa bolj široko. Ne. Se pravi, tam imamo tudi uredniki in pa avtori več svobode. Ne. Tako da tudi včasih stopimo izven okvirja, pa včasih postavimo tudi kakšno takšno nalogo ali pa dejavnost, za katero vemo, da bo učencem zanimiva. Ne. Ali vi kot učiteljica, ko učite po svojem gradivu, kdaj vidite, da ste zapisali kaj takšnega, kar je neživljenjsko v učilnici? Da. Jaz vedno tako rečem, ne, da dokler ne ustvarjaš gradiva, ne, jaz lahko to reči, kdaj ne, da takole bi pa naredil drugače, pa tako, potem se je pa treba, tako kot smo že rekli, ne, treba se je držati ciljev in standardov. Hkrati je treba gradivo narediti privlačno za učence, se pravi zanimivo, da ga bodo tudi doma odprli, ne samo takrat, ko bo učitelj rekel, odprite na strani te pa te. Ne. In to je vse skozi tako nekako vozimo. Ne. Se pravi, treba dodati tudi tako, kot smo mi dve prej govorili, ne, ko ni nujno vedno povezano s snovjo, ne, pa standardi, pa cilji, ampak je potrebno dodati tudi zaradi tega, da je otrokom zanimivo. Ne. Pa tudi staršem, kaj ne, ki se učijo potem s svojimi šolarji. Jaz si sicer želim, jaz v razredu pravim, da tako, da je moja naloga, da otroke poučujem, ne. Čeprav je vzgoja in izobraževanje, se pravi, imam še kakšno drugo vlogo, ampak moja naloga je tudi, da zagotovim, da bodo naredili domačo nalogo. Ker starši so svoje domače naloge oddelali, in zdaj hodijo otroci njihovi v šolo in prav je, da otroci naredijo domače naloge. To bi moralo pisati čisto vsaki učilnici slovenskih šol. Je zelo, zelo dober poudarek je temu, kakršen čas živimo vsi. Ali so otroci, ki jih učite, danes drugačni kot otroci, ki ste jih učili pred 28 leti, ko ste prišli kot učiteljice? Ja. Na kakšen način? Nekih drugače, vedenje njihovo je drugačno. Ne? Ene stvari mogoče, ko jih takrat sploh ne bi rekli učitelju, ne? Si zdaj upajo reči. V bistvu ta odnos učitelj-učenec je drugačen. Ne?
Saj glede samega predmeta je zelo podobno, kot je bilo, ne. Učitelj si mora v razredu, se pravi, povedati tisto, kaj je pomembno, da učenci usvojijo, treba je zelo dodelati jasno si je treba postaviti cilje, kaj je moj cilj, zakaj jaz pač zahtevam, da je v razredu tako in tako. Pa morate vedeti, da je to predmet, kjer se ogromno pogovarjamo, ne. Mi imamo res, vedno rečem, tudi ko grem, ko se z učiteljem srečujem, rečemo, nam je tako lepo, ne, ker tak lep predmet učimo. Ker v bistvu je vse, karkoli se, in zato je tudi nam lažje navdušiti učence, ne. So pa učenci seveda drugačni, ne. Drugačna vprašanja imajo, prihajajo v stik z najrazličnimi temami in vse to, včasih tega ne bi vprašali, zdaj pa vse vprašajo, ne. Vse povedo, tudi če karkoli narobe zapišeš, karkoli narobe drugače, so pa oni tudi, ko sva rekli, ne, če je kdaj karkoli takšnega zapisano, ko je nesmiselno, bodite prepričani, moji učenci bodo prvi, ki me bodo na to opozorili. Ali pa, če se bo kakšna beseda narobe obrnila. Hvala vam lepa. Uživajte v učilnici še naprej. To je tisto, kar vas, saj videti, zelo osrečuje. Hvala tudi vam, da ste bili z nami. Govorili smo o geografiji, o predmetu, o temi, ki odpira pogled na svet.